Pozdravljeni! Danes dobrodošli v vrtu Getsemani. Za nami je mesto Jeruzalem, mi pa se nahajamo na pobočju Oljske gore. Še danes nas vse te oljke, ves ta ambient spominja na tisti slavni vrt, v katerem je Kristus bil ta zadnji boj, kjer je vstopal v najglobje prostorje odnosa s svojim očetom, da bi se tako ukrepil in da bi lahko šel proti mestu, proti Kalvariji, kjer bi dokončno podaril svoje življenje. Danes vas vabim, da se za trenutek ustavimo ob temu Kristusovemu pomenljivemu dogodku, ki ga včasih tudi težko razumemo. V vseh treh sinoptikih beremo ta boj, to napetost med navidezno Kristusovo voljo, človeško voljo in na drugi strani očetovo voljo, tistega krutega Boga, ki hoče smrt svojega sina. Če je le mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, toda ne kakor hočem jaz, ampak kakor hočeš ti. Ta dogodek, to poročilo zareže prav v tisto globino odnosa med Kristusom in očetom. Drugače ga ne moremo razumevati. V igri ni Božja volja, ki bi na silo hotela ukleščiti, ukriviti človeško voljo, ki ne bi imela nobenega posluha za človeka, proti kateri bi bila človeška volja le nek šibek skupek nagonov naših čustev, potreb, ki pa jo moramo nekako ukloniti Bogu. Sveti Maksim, spoznavalec, v 7. stoletju razlaga prav to, ko je bila v igri herezija monoteletizma, torej tistega nauka, ki je zagovarjal eno voljo Kristusa, ki je zagovarjal to Božjo voljo, kateri se je morala človeška podvreči. Maksim pa na sredini 7. stoletja razlaga prav to na en čudovit, nov, edinstven način, ki lahko tudi nam pomaga. On pravi, da je imel Kristus dve volji, da je imel v polnosti voljo Boga in v polnosti voljo človeka. Vendar pa je prav tukaj, na tem pobočju Oljske gore, v vrtu Getsemani, v svobodi in ljubezni človeško voljo spojil z Božjo voljo, z očetovo voljo. In to je zgled tudi za nas. Tudi mi se nekako čutimo vedno razpeti med našimi človeškimi željami, potrebami, načrti, mislimi in pa na drugi strani neko Božjo voljo, ki se nam včasih zdi kruta ali pa težka. Pa mislim, da je ključ ravno v tem. Tudi Kristus se ni podvrgel v vsej svoji človeškosti in božjosti nekemu krutemu Bogu, ampak je vse to, ves ta dinamizem živel v odnosu z očetom. In tudi za nas velja enako. Samo kadar smo v tesnem, v iskrenem, v globokem odnosu z nekom, samo takrat lahko dejansko sprejmemo tudi njegov pogled, tudi sprejmemo njegovo voljo, morda njegove načrte in svojo voljo, vse, kar smo v svoje življenje, v svobodi podarimo njemu. Iz ljubezni, zato ker smo z njim v odnosu. In tega nas v največji globini uči Kristus, ko iz svobode, iz ljubezni podari svojo človeško voljo in jo popolnoma spoji z Božjo. Dve volji, ki pa v eni smeri delujeta in se skupaj združita za naše odrešenje. Tako Kristus svojo človeško naravo, kot Kristus svojo Božjo naravo želi v eni osebi narediti vse, dati vse, kar ima za naše rešenje. In prosimo danes Gospoda, da bi tudi mi znali
podarjati vse tisto, kar imamo. Včasih je naša želja, naša volja največ, kar želimo obdržati zase, kar nam je nekje najbližje, da bi v iskrenih odnosih med seboj živeli ravno to podarjanje v svobodi in iz ljubezni, iskati voljo drugega, kar v končni fazi najgloblje pomeni: Oče naš, zgodi se tvoja volja, ker nas ti najbolj poznaš, ker ti najbolj veš, kaj potrebujemo in kaj je najbolj prav za naše življenje. Zato, Oče, zgodi se tvoja volja.